in v totem studiu končno, zdaj po vsej tej večurni tonski vaji, glasbena gosta in sicer Dimek in Davor Klarič. Lepo zdrav in dobrodošla. Lepo zdrav. Zdravo, lepo zdrav. Ok, hecal sem se, ne? Smo kar hitro rešili, ne? Vse stvari, te tehnične. Ja, mi smo šla ob 6 od doma. No, se prav, ne? Ker parkirati tu ni, ker ne? Ni enostavno. Okay. Imate pa res krožni tok blizu studija, tako da lahko človek tam lepo kroži pa čaka, da se kdo makne. Tako, da odloži tiste člane skupine, ki pač morajo nositi, ne? Glavni pa pol gre parkirati. Ne? Tako. Okay, zdaj ne vem, mnogi verjetno še ne poznajo vajinega projekta. Dimek in Davor Klarič je uradno ime tega dueta. Okay. Eni mislijo, da smo brata Klarič. Lahko bi bila. Vrača Topalovič. Tako, ja. Okay, kako sta prišla do tega? Odkot to? Zdaj, če slučajno je kdo pozabil, drugače tudi v prostem času sta člana skupine Mi dva. Ja, nek hobi moraš imeti. Tako, zraven resne glasbe. Ja. Ne, da veš kaj, pravzaprav v vseh letih ustvarjanja glasbenega je nastal en kup pesmi, ki nekako ne spadajo v rock band, ker imajo preveč povedna, predolga besedila, govorijo take zanimive zgodbe običajnih ljudi. In take zgodbe je veliko lažje pripovedovati, če je malo manj glasbene podlage. In zato smo se z Davorjem nekega dne spomnili, da bi to naredila samo ob klaviaturah in kitari. In tako je zaživel ta duet, ki se hrani točno s takim glasbenim materialom. Super. Tako da je tudi več možnosti mogoče za igranje okoli, ne? Da ne rečejo, kaj boste vi zdaj tu razbijali. Ne, mi dva bomo lepo. Imaš pač prostore, manjše, ki lahko igraš v njih, ne rabiš tukaj placa. Pa dejansko rabimo bolj intimen plac, bom rekel, med 50 pa 100 ljudi, ker je pač narava samega koncerta v bistvu v pač napovedih komadov, Dimekovih šalah, pač vsem tem, ne, tako da v bistvu je že napol ena mala predstavica vse skupaj, tako da pač rabimo pozornost, nismo nek background muzik. Tako, ja, da bi tam na šanku bili papir pili, ne, treba se posvetiti. Čeprav Davor mora reči, da te klaviature niso zdaj, ne, ene manjših, kaj si nekdaj videl. Je kar neka truga, ne, tisti kovček. Ok, danes seveda v živo bosta tudi nekaj odigrala, jaz se že veselim, na tonski je že bilo zelo prijetno, me je kar presenetilo, moram reči. Zdaj, ja ne, zakaj... Ja, benda. Zakaj? Ja, se pravi, mene je tudi presenetilo zelo. Je presenetilo. Ko ste rekla, ko je rekel, dobro, da rabita pozornost, to jaz vem, ker z leti pride. Ja, to je to. Bolj redko, ampak. Se pa zgodi, ne, ampak takrat je res. Tukaj sem videl na spletni strani z muziko o vinu in ljubezni. Ok, to je glavna tematika. Ta se prepleta bolj... Ali je vino bolj kot neka resnica mišljeno? Ne, vino je kar v tistem pravem smislu tule. Tudi pesem, ki jo ima danes predstavljala, ima naslov Med sodi rojen, tako da vidiš, ne moremo pobegniti. Ljubezen jemljamo po svoje širše, ne? Tu gre pa za ljubezen do izvoljene osebe, do vina, do ne vem čega še. Do velikih piv. Velikih piv, hitro se te vstavlja, ne? To me je tudi zdaj presenetilo. Smisla, če rekel še ne vem, do življenja. Ne? Življenje gre tako nekako narobe, se mi zdi zadnja leta, da ga človek težko ljubi. Res je. Ok, danes, kateri komad? Smo rekli Med sodi rojen. Zdaj, če sta že pripravljena, bi jaz predlagal, da zaigrata, da slišimo. Torej, Dimek in Davor Klarič, Med sodi rojen. Izvolita. Med sodi rojen, pod brajdom dojen,
A kak ne bi bil tak kot sem, nemirne krvi iz krivih oči, zaljubljenih lepe reči. Še ne 20 let sem bežal v svet, ga križal po dolgem počez. Sem upal, iskal, prehitro spoznal lažnive poti do nebes. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende, ukradene noči, v kateri sem zaigral, v kateri zvezde štel. In kam me zjutraj veter je vzel. Skoz zimo in hlad, svetočo pomlad, sem padel, se znova pobral. Iz kuštravih not sem vil svojo pot, na njih skozi leta ostal. Če mogel bi zdaj se vrnit nazaj, še enkrat prehodil bi vso, te znova spoznal, ti dvoril poslal in spet bi bilo vse tak lepo. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende, ukradene noči, v kateri sem zaigral, v kateri zvezde štel. In kam me zjutraj veter je vzel. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende, ukradene noči, v kateri sem zaigral, v kateri zvezde štel. In kam me zjutraj veter je vzel. Wow. Dimek in Davor Klarič, torej, jaz moram reči, gospoda, ne vem, če sem lepšo slovensko pesem, že kdaj čul, kap me, kaj? Ja, Hvala meni se vidi, poglej, vrhunsko. Koruza se mi lušta, take. Hvala lepa. Čudovito, bravo. Ok, zdaj pa glavno vprašanje, kje lahko mi pridemo do te muzike? Ja, evo, to pesem smo objavila kot single in kot video spot, mimo grede posnet kje druge kot v Mariboru, mimo grede kje druge kot v Kleti in to v največji mariborski kleti, Okay. tole pod mestnim trgom.
Kaj je Matjaž Koren je bil? Matjaž Koren je bil režiser, ki je krasno opravil svoje delo. Pri tem vsem skupaj nam je pomagala tudi naša Zala Horvatič, ki nam je vse skupaj organizirala in pač speljala, ker mi dva rabimo eno mamico, rabimo. Kaj je naprej pila tudi, ali ni bilo treba? Mi smo edini band, ki ima mamico, ki je pol mlajša od naju. No pa še to bi tudi omenil, da smo v bistvu cel projekt, ki je tudi šel na pač nosilcu CD, ima zaram krasno knjižico z teksti in ilustracijami, ki jo je opremila Nina Pečar. Smo tudi ves ta material za to, bom rekel, knjižico in CD, ki je šla v samo založbi, tudi posnela v bistvu v vaši radijski hiši. Svetovno. Bi samo povedal še, če dovoliš, Tomaž, kar je mene najbolj navdušilo pri vsem tem je, da se tu tako lepo prepleta ta Dimekov liričen, izpovedni, iskren vokal z pač Davorjevo izjemno čarovnijo na klaviaturah in sta taki, Zdaj vidite, zakaj tega ne moremo kvariti z enimi mi dva. Res je. To si ti rekel. Ti lahko na glas, ne, mi se zadnji Čujo, kot da dva pa to ne so vlačita brez veze. Kje lahko najbližje, najhitreje vidimo vaju dva živo? Je nek špil v igri za Majše v Mariboru, drugače imam pa poleti Lenart, to je koliko toliko blizu, pa ker vem, da je sezona dopustov, smo v Tolminu, tako da Primorska. Lepo. Pa tam ne, lepo, da se vsedeš, pa eno ribico, pa to na izi, malo belo zraven. Tolminski sir, recimo. Pa vidva lepo zraven. Prekrasno. Z repom bi se poganjali. Torej, lahko povemo, da materijala ne manjka, ne? Da ne bi zdaj kdo prišel, pa bi vidva 15 minut špilala, ne? To meni da ne. Se v bistvu nastop kar traja, tam uro 45, uro 45, tako da se mi zdi glih pravi čas, časovno. Probamo se pa vedno zmeni, da tudi publika dobi kaj za pit. A če gre, ne? Neka taka simbioza se pol zgodi. Res je. Da ne, sami jo pijemo, ne? Da ne izstopate pol, ne? Ko se ljudi menijo. Jaz bi se vama iskreno rad zahvalil. CD-je upam, da imate kakega zraven, drugače grem z vama do avta. Mislim, res, tako sem že prej že rekel, da me je presenetilo, pa je Dejan mislil, da se norčujem, ampak vidi zdaj, Dejan, je tebe tudi zdaj, ne? Zelo, mislim, eno je, ko tak poznaš, pa si misliš, kaj bo, pa gotovo živo doživiš, pa nekaj čist drugega. Malo smo danes dali tega, ampak za več pa bo res treba priti na nastop in več kot toplo priporočamo. Sicer pa tudi na družbenih omrežjih vse skupaj, ne? Tako pač to je zdaj v modernem cajtu. Ste rekla, da pol mlajša mama skrbi za vse to, ne? Da nekdo vleče naprej te moderne stvari. Drugače pa se seveda tudi pri nas na tem radiju priporočamo za kakšen daljši koncert, ko res je na voljo, ne? Res z veseljem. Tako da hvala lepa še enkrat, pa ne vem, kapo dol, no. Hvala lepa. Ali pa tako radi rečejo, samo tak dalje. Samo tak dalje. Hvala lepa. Hvala, držite se. Hvala.